Lepo pozdravljeni v prvi oddaji Bonbon za bonton v letu 2018 na vašem kanalu. To je čas novih začetkov, novih obljub, novih ciljev, načrtov, ampak je to res potrebno? No, odvisno od tega, kako smo delali, živeli in se obnašali v prejšnjem letu, v letu 2017. Če smo že takrat delali dobro, potem je dovolj, da to zdaj samo nadgradimo, oplemenitimo, morda kaj dogradimo, dopolnimo, razširimo, kajti tudi na ta način se učimo. Učimo pa se seveda celo življenje, drug od drugega, skupaj, posamezno. Seveda pa si bomo postavljali tudi letos cilje. Seveda je pri tem pomembno tudi, kako se bomo na tej poti do ciljev obnašali. In prav v zvezi s tem imam tokratni namig za vas. Vključimo v te svoje cilje, tudi svoje otroke in povabimo jih na sprehod po tej svoji oziroma skupni življenjski poti. Obnašanje, se pravi vedenje, pogovarjanje, sta dve področji oziroma lahko rečem veščini, ki ju moramo obvladati celo življenje, ves čas povsod, tako v zasebnem kot poslovnem okolju nas spremljata, zato je prav, da tudi temu posvetimo kar nekaj časa, misli, razmišljanja tudi v letu 2018. Pravimo pogosto, da so otroci naše največje bogastvo. Oni so tisti, ki bodo kmalu vrteli, usmerjali, vodili ta svet. In da bomo se počutili ob njih in z njimi dobro, jim dajmo dobro pravo popotnico. Tudi glede obnašanja, prevedenja in pogovarjanja. In ko me včasih starši sprašujejo, kdaj pa začeti s tem, kdaj se začeti z otrokom pogovarjati o lepem kulturnem vedenju. Pravzaprav je že, ko je v zibelki, prav da na pravi način ogovarjamo, se obnašamo in tudi kasneje, ker potem, ko se že začne zavedati in opazovati svet okoli sebe in ljudi, ki ga obdajajo, seveda opazuje in podzavestno kot gobica srka vse to, kar vidi in sliši in se potem seveda posledično tako tudi obnaša in kasneje, ko zna govoriti, tako govori. Zato imejmo to ves čas v mislih in mu bodimo res pravi zgled. Kaj pa je tisto, na kar ga res lahko navajamo že v predšolskem obdobju? To so čarobne besede hvala, prosim, oprosti oziroma oprostite in res jih odkrijmo vsak svoj vsakdan in tudi njegov, torej tudi otrokov. Tega ne delajmo samo teoretično, se pravi, da se usedemo z njim in mu povemo, moraš reči hvala, moraš reči prosim oziroma oprosti, oprostite, ampak te besede mi uporabljajmo in seveda je pomembno, da jim znamo razložiti na pravi način, glede na otrokovo starost tudi, kaj pomenijo in kdaj jih uporabljamo. Potem pa to samo v praksi izvajajmo in bomo videli, kako hitro se bodo otroci na to navadili in to v vseh okoljih, ko gremo v trgovino in nam nekdo nekaj poda, recimo trgovka, rečemo hvala, boste videli, kmalu bo otrok začel ponavljati, potem tudi besedo prosim in tudi oprosti oziroma oprostite. In če sem prej rekla, da tega ne delajmo samo teoretično, ampak prenašamo v prakso, je še kako pomembno v tem predšolskem otrokovem obdobju, da se tega nauči, da to spozna, zazna tudi prek svojih izkustev, pa tudi prek igre, torej prek tistega, kar je njemu najbližje. In zato bodite pri tem izvirni, inovativni, pogumni in res mu poskušajte na pravi način to predstaviti. Kako? Možnosti je ogromno. Recimo lahko se greste z otrokom kakšno lutkovno igrico, ki si jo izmislite sami oziroma v sodelovanju z otrokom, pa v tej lutkovni predstavi nastopajo liki, hvala, prosim, oprosti, se pravi, jim je tako recimo ime. Za vsakega lahko skupaj izdelate neko podobo, nek lik, ki ga potem lahko
prilepite iz kartona, torej pa potem to prilepite na palčko in potem odigrate neko igro pred ostalimi člani družine, morda pred sorodniki, torej širšo družino, prijatelji in tako naprej. To je en zelo simpatičen način, v katerega vključujete svojega otroka, da se navaja na ta pravila bontona, kulture vedenja in pogovarjanja. Lahko skupaj izdelujete nek plakat, pa potem to predstavlja, razloži na svoj način. Mimogrede, pri prvi in drugi obliki se otrok navaja tudi na samozavestno nastopanje, ki mu bo dobra popotnica tudi za kasneje v življenju. Lahko to naredite z neko rejalno igrico, torej s plesom, sestavite pesmico. Možnosti je zares ogromno, lahko jih kombinirate, lahko se odločite za tisto, ki vam bolj leži, ki vam je bližja. Skratka, naredite to tako, da bo otroku zanimivo in da mu bo do te besede hvala, prosim, oprosti prišle res v vsak dan popolnoma spontano, da mu ne bo treba razmišljati, ko mu bo nekdo nekaj izročil, kaj že rekla mamica, kaj že rekel očka, da ob tem naredim, da rečem hvala. Seveda ga vi na to opozarjate v nekih realnih situacijah, ampak na pravi način in z ustreznim tonom. In videli boste, kako se bodo ti vaši malčki postopoma oblikovali v osebe, na katere boste ponosni. Res je lepo, ko imaš odraslega otroka in greš z njim morda v nek javni prostor in se lepo kulturno obnaša in veš, da si tudi ti kot oče, kot mama k temu prispeval. To je moja popotnica za leto 2018, ta prva v zvezi z otroki, kajti želim, da v tem letu namenjamo ta svoj dragoceni čas tudi otroku oziroma da ga povezujemo. In ravno ti načini, ki sem jih v tokratni oddaji omenila, nam to omogočajo. Da čas, ki ga preživimo skupaj, ki ga je pravzaprav v tem hitrem divjem tempu zelo malo, pa vendarle preživimo kakovostno in z mislijo drug na drugega in tako se tudi učimo drug od drugega in drug drugega bogatimo. Zakaj je torej to tako pomembno? Zato, ker bomo na ta način skupaj širili to prijaznost, to spoštovanje, to vljudnost in soustvarjali boljši svet. Ni potrebno veliko, le dobro voljo in ščepec domišljije. Vse dobro vam želim in se vidimo znova čez en teden.